Zadeva je zelo čudna, ampak natanko se spomnim prvega trenutka, ko me je neka klasična skladba preprosto prevzela. Bil sem pri prijatelju v Portorožu, smo živeli v nekem 5., 6. razredu osnovne šole in so po radiu predvajali, to je nekaj tako lahkotnega z današnjimi kriteriji, imam to že za kič, Beethoven uvertiro Leonora 3. In me je to tisti dvakratni vrhunec, pa trobenta, ki najavi prihod ministra, to me je tako prevzelo, potem sem šel počasi od tega naprej, priroda je rekla svoje, od Beethovna k Wagnerju. Čeprav nimam rad Bacha, ampak njegove sonate za čelo in solo violino, to je nekaj najlepšega skoraj. Če mi nekdo reče, do smrti bo živel na otoku, eno skladbo celo lahko samo vzame s sabo, je Schönberg, Gure Lieder, pesmi z gradu Gure. Pesmi z gradu Gure ima pa eno največjih, če celo ne po nekih podatkih, največjo zasedbo vseh časov. Morata biti 2-3 zbori, okoli 600 ljudi, se mi zdi. In Schönberg je dal genijalen odgovor, ko so ga vprašali, kako vi govorite o komorni glasbi, tukaj je pa 600 ljudi, je pa dal genijalen odgovor. Sem se pač potrudil, to je kvintet za 600 ljudi. Tudi to se da narediti, če ste ta pravi. Ne, Schönberg je po mojem umetnik takega kova, kot se jih danes ne dela več. Gure Lieder je seveda to, čemur rečemo težko poslušljiva romantika in modernizem, to pomeni, to ni tisti Bach, Mozart, ki je prijetno ozadje. Ampak jaz lahko še lažje delam ob tej težki glasbi. Gre za danskega kralja Valdemarja, srednjeveška legenda, in njegovo ljubezen Tove, se mi zdi. Prva tretjina, še več oratorija, je dialog med njima na nivoju Tristana, mogoče še bolj. To je bolj wagnerijansko od Wagnerja. Pol pride pa prelom, to je najlepše z mezzosopranom ali celo altom, ne vem, pove Tod iz Tove, mrtva je Tove, 10-minutna melodija, izjemno lepa, še vedno romantična, ampak že na robu norosti. Mislim, da je v evropski glasbi nekaj vseeno edinstvenega. Ja, vsi govorimo o tem, pa imaš prelepo staro afriško glasbo, pa latinsko-ameriško, pa staro kitajsko, japonsko. To ni samo kulturni imperializem, ta neverjeten triumf evropske klasične glasbe povsod po svetu. Dogajajo se strahotne spremembe in mi ne vemo, kaj bojo te spremembe, in rabimo nujno ne še bolj angažma, ampak en korak nazaj. Se umakniti in tukaj, po mojem, dobra klasična glasba ti ravno to da.
to, kar bi neki aktivisti psovali, saj sam sediš pa poslušaš, si očaran. Ravno to rabimo danes, ne samo za notranji duševni mir, ampak bi jaz rekel, predvsem zato, da bomo pol tudi bolj ustrezno bili zmožni kaj narediti.